Živjo, jaz sem Anja in se veselim prazničnega vzdušja, ki ga prinaša prednovoletni čas. V središču Ljubljane se bom srečala z gospodom Mirom, ki je skupaj z mednarodno ekipo umetnikov izklesal ledene skulpture. Gremo! Dan. Dober dan, pozdravljena. Anja. Kako dobite led, ki ga klešete? Je to poseben led? Led je popolnoma naraven, navadna čista voda. Led, ki ga uporabljamo tukaj, je strojno izdelan. Koliko ledu ste potrebovali za vse te skulpture? Letos smo porabili 60 ton ledu. Lahko to počne vsak, tudi otroci? Vsak to lahko počne, moje hčerke vse klešejo, vse so že probale, tudi z motorko so že delale. Potrebuješ veselje pa voljo. Osnovno orodje je motorka, fleksarca, od leta prirejena prav za led, kakšna taka posebnost je pa likalnik, brez njega skoraj ne moremo. Kako se lotite? Narišete kakšno skico? Najtežje je začeti, ker imaš poln blok ledu. Eni izdelujejo modelčke majhne, da si s tem pomagajo, eni skicirajo, odvisno. Kaj pa, če se zmotite? Običajno poskušamo stvar rešiti, zapeljati mogoče skulpturo malo drugače, ker tako noben ne ve, kva smo mi hoteli. Se pa včasih zgodi, da se kos ledu polomi in takrat ga pa uporabimo za zalivanje rož. Ali kipe delate celo leto ali samo pozimi oziroma ko je mrzlo? Celo leto, še najbolj zanimivo se pa polet, ki je fajn vroče in lahko delamo z ledom v kopalkah. V tem šotoru je -5 stopinj Celzija in te skulpture se bodo sigurno obdržale vse do novega leta. Vabljeni torej v ledeno deželo. Adijo!